Berilo iz pisma apostola Pavla Efežanom. Bratje, bodite drug do drugega dobri in usmiljeni in odpuščajte drug drugemu, kakor je tudi Bog po Kristusu nam odpustil. Posnemajte torej Boga kot ljubljeni otroci in živite v ljubezni, kakor je tudi Kristus ljubil nas in se za nas dal daritev in krvavo žrtev Bogu v prijeten vonj. Nesramnost in vsaka nečistost ali lakomnost naj se med vami niti ne imenuje, kakor se spodobi sveti. Tudi nespodobno vedenje in nespametno govorjenje ali norčevanje, kar se ne spodobi, ampak rajši zahvaljevanje. To namreč vedite in umevajte, da noben nesramnež ali nečistnik ali lakomnik, kar pomeni malikovalec, nima deleža v Kristusovem in Božjem kraljestvu. Nihče naj vas ne vara s praznimi besedami, kajti zaradi tega pride Božja jeza na sinove nepokornosti. Ne imejte torej z njimi deleža, kajti nekdaj ste bili tema, zdaj pa ste luč v Gospodu. Kakor otroci luči hodite, Božja beseda. Bogu hvala. Odpev. Posnemajte Boga kot ljubljeni otroci. Posnemajte Boga kot ljubljeni otroci. Blagor človeku, ki se ne ravna po brezbožnih, ne stopa na pot grešnikov in ne poseda v družbi porobilcev, marveč se veseli Gospodove postave. Posnemajte Boga kot ljubljeni otroci. Je kot drevo zasajeno v potokih voda, ki daje ob svojem času svoj sad. In njegovo listje ne ovene, karkoli dela, vse mu uspeva. Posnemajte Boga kot ljubljeni otroci. Ne tako brezbožni, ne tako, ti so kakor pleve, ki jih veter raznaša. Gospod pozna pot pravičnih, pot brezbožnih pa vodi v pogubo. Posnemajte Boga kot ljubljeni otroci. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Iz svetega evangelija po Luku. Slava tebi, Gospod. Jezus je učil v neki shodnici v soboto in glej, bila je tam žena, ki je bila bolna 18 let. Bila je sključena in se ni mogla prav nič zravnati. Ko je Jezus videl, jo je poklical in rekel: žena, rešena si svoje bolezni. In položil je na njo roke in takoj se je vzravnala in slavila Boga. Oglasil se je pa predstojnik shodnice, nejevoljen, da jo je Jezus ozdravil v soboto. In je govoril množici: 6 dni je, v katerih je treba delati. Ob teh torej prihajajte in se dajajte ozdravljati, ne pa na sobotni dan. Gospod pa mu je odgovoril: hinavci, ali ne odvezuje vsak izmed vas v soboto svojega vola ali osla od jasli in ga žene napaja? Te Abrahamove hčere, ki jo je Satan imel zvezano, čujte, 18 let, pa ni bilo treba rešiti te vezi sobotni dan. In ko je to govoril, je bilo vse njegove nasprotnike sram. Vsa množica pa se je veselila vseh veličastnih del, ki jih je storil. Poslušali smo Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Nekaj misli za današnji dan, današnjo Božjo besedo. Prvo berilo se kar nadaljuje pismo Pavla Efežanom. Govori skupnosti, kako naj živijo tam, kjer živijo doma, družina, v drugi skupnosti. Pravi, bodite drug do drugega dobri in usmiljeni in odpuščajte drug drugemu. Potem pravi, nesramnost in vsaka nečistost ali lakomnost naj se med vami niti ne imenuje. Tudi nespodobno vedenje in nespametno govorjenje ali norčevanje, kar se ne spodobi, ampak rajši zahvaljevanje. Torej, Pavel tukaj skupnosti v Efezu pravi, da naj so dobri drug do drugega,
in da naj se zahvaljujejo rajši. Torej, vsaka lepa beseda pri drugem najde eno lepo mesto. Lahko se morda z mano vred spomnimo v današnjem dnevu, ali smo se komu zahvalili danes, smo komu rekli hvala, da lahko v trenutku tišine si pripričamo spomin. Če nam nič ne pride, lahko morda na koncu po maši se morda zahvalite, če še niste tega storili svojim bližnjim, s tistimi, katerimi ste v hiši. Včasih se nam večkrat dogaja, da je samo umevno, da nekdo nekaj stori. Pa mislim, vse se ne rabimo zahvaljevati. Jaz sem danes, bom tako rekel, smo šli s patrom Primožom, pa patrom Albertom smo šli na Kamniško sedlo iz Kamniške Bistrice. In sem zelo hvaležen za ta dopoldan današnji, da smo lahko šli skupaj. Lahko rečem, da je to najlepših dnevov v teh zadnjem tednu, ki mi bo ostal v spominu. Pa mislim, da tudi za take stvari je dobro reči drugemu hvala, če ti polepša dan, ali pa recimo ti pripravi dobro kosilo, ali pa ti reče eno lepo besedo, ali pa stori namesto tebe nekaj, kar ni bil dolžan storiti. Je dobro se zahvaliti. Ljudje smo nagnjeni bolj včasih kritizirani, vsaj jaz. Pa tako rečem, če enega pokritizirate, vsaj dvakrat se mu zahvalite. Da malo več tiste zahvali, ko nam kritika uide, pa se poskusimo boriti proti temu, da ne bi dali kritik, rajši lepo besedo spodbudno, se človek bolj dvigne, lažje kaj dobrega potem stori. V Evangeliju smo pa danes poslušali Jezusa, ki je v shodnici v soboto. Tam vidi ženo, ki je bila bolna 18 let, je bila sključena, ni mogla normalno hoditi, pa jo pokliče in jo ozdravi. Na drugi strani potem vidimo predstojnika shodnice, ki je nejevoljen, ker je to storil na soboto. Torej, ali to bilo samo zaradi tega izpolnjevanja postave, ali bil tudi nepoštljiv temu. Morda je prvo bila res tista postava, kaj ti reče, 6 dni, v katerih je treba delati dobro, ob teh prihajajte in se dajte ozdravljati, ne pa na sobotni dan. Ko sem danes razmišljal o tem evangeliju, so mi prišle maske naprej. Država je določila, da naj nosimo maske. In tukaj Jezus danes pravi, da človeka postavlja na prvo mesto. In tudi mi, ko nosimo masko in če postavljamo človeka na prvo mesto, bomo spoštovali to, kar je država rekla. Bomo nosili maske, kajti s tem ljubimo samega sebe in ljubimo tudi naše bližnje. Tudi sam včasih dam kako kritiko. Ampak kaj je to? Eno masko dati gor, ampak s tem pa rešujem lahko življenja svoje in tudi drugih življenj. Tako je dobro se držati tega, ker kot Jezus pravi, prvo je človek, potem so ostale stvari.